Trgovinska vojna, ki jo je z uvedbo visokih carin praktično celemu svetu napovedal ameriški predsednik Donald Trump, ne pojenja. Prav tako ne njene posledice. Najbolj izstopajo nove rekordne cene zlata in porazni poslovni rezultati ter velik upad prodaje Teslinih vozil najbogatejšega zemljana Elona Muska, ki je že napovedal, da bo v prihodnje manj časa posvetil delu v Trumpovi vladi. Trgovinska vojna se seli tudi na družbena omrežja. Ta so v zadnjih dneh preplavili zakulisni posnetki kitajskih proizvodnih linij, na katerih proizvajalci domnevno razkrivajo realno ceno prestižnih, na Zahodu priljubljenih izdelkov. Mark Vidrih. Nov teden, novi pretresi, novo nadaljevanje trgovinskih napetosti. Borzni indeksi po vsem svetu padajo, vlagatelji so vse bolj skeptični do ameriških naložb. Ameriški dolar pa je od začetka leta v primerjavi z drugimi valutami padel za približno 9%. Long-term treasury bonds have been losing value. That is another sign that money is leaving the US. Stocks, of course, are down. The market is down about 12% since the beginning of the year. It's very unusual for these things to happen all at once. Eno od največjih poražencev med ameriškimi podjetji pa Muskova Tesla, katere prihodki od prodaje avtomobilov so v primerjavi z enakim obdobjem lani padli za 20%, dobiček pa za več kot 70%. V obratno smer pa so šle cene zlata. 31-gramska unča je včeraj dosegla novo rekordno vrednost, in sicer 3500 ameriških dolarjev. So ZDA po vsem naštetem sploh še ekonomski lider Zahoda, pa se sprašuje ekonomist Mojmir Mrak. Amerika danes ni več zanesljiv partner. Ima predsednika, za katerega ne veš, s katero nogo bo zjutraj vstal in kjer ga bo postrelil. In on strela na veliko po svojih zaveznikih. Še bolj pa po svojih konkurentih. Kitajsko zunanje ministrstvo je ZDA danes znova pozvalo, naj prenehajo z grožnjami in izsiljevanjem, čeprav je Trump danes napovedal, da bo bistveno znižal carine za Kitajsko. Ta pa je, kot vse kaže poplava podobnih posnetkov, trgovinsko ofenzivo sprožila kar prek družbenih omrežij. The total cost will be $1,400 USD for one Birkin out of factory. But why Hermes will charge you $38,000 USD for one bag? That's because more than 90% of the price is paid for its logo. But if you do not care about the logo, you just want the same quality, same material, you can just buy from us. Da je bila kitajska ekonomsko-propagandna akcija zaenkrat uspešna, pa morda priča tudi podatek, da se je kitajska aplikacija DHgate, gre za spletno trgovino na debelo, v kateri je možno kupiti tudi tovrstne izdelke, v tem tednu povzpela na sam vrh Applove lestvice, potem ko je prejšnji teden ni bilo moč najti niti med prvo 100-terico.